ker smo tudi sami ljubitelji narave, smo prinesli tudi narod. Dobrot z Primorskega, mislim, da vidite, da v naravi uživamo in zato si želimo, da ohranimo to naravo. Žajben, kot začimba, ne samo začimba, seveda, in seveda lovo. Tudi kot začimba, lahko je pa tudi zaradi... Kot venec. Ja, ne, to pa ne, samo... Dobro, izvolite. Ja, je, prosim, izvolite. Ampak tale ni da... Kdo bo novi kandidat stranke za zunanjega ministra, potem, ko se je gospod Štakl odpovedal v tem? Nihče. Da sem prišel do sestave ekipe, ki sem jo predstavil, to gre za širši nabor kandidatk in kandidatov. Za sodelovanje v koalicijski vladi sem potreboval zelo veliko časa, pogovor, usklajevanj, to ni mogoče spremeniti čez noč. Jaz sem bil zelo hvaležen dr. Štoklju, da je po več pogovorih pristal na to, da je bil član te ekipe. Mimo grede, gre za, samo da spomnim, ker mi je bilo veliko čas, da sem sodelovala, gre za imenitnega kariernega diplomata. Mimo grede za informacijo. On je prvi Slovenec, ki je po osamosvojitvi končal Vatikansko diplomatsko akademijo. V Bruslju uživa velik ugled, bil je veleposlanik pri misiji Republike Slovenije v času, ko se je Evropska unija odločila, da zaupa mandat za vodenje Evropske unije Sloveniji, to je bilo leta 2004. No, kot ste izvedeli, se je po posvetu z njegovimi nadrejenimi pač odločil, da svoje naloge, pomembne, ki jih ima, dokonča in da se v tem smislu pač odpoveduje nadaljni karieri. Rad bi tudi povedal, da sta govorila po telefonu, da je zaželel v naši ekipi vse najboljše. Jaz sem se pa odločil, da seveda v tako kratkem času niti nimam časa, niti ne morem tako hitro odgovoriti na to vprašanje in puščam to vprašanje za čas popolnoma. Je to velik udarec za vas, gospod Pahor, da se je odpovedal? Ja, jaz sem dr. Štoklja spoznal najprej kot veleposlanika, prej bežno kot svetovalca dr. Drnovška za zunanje zadeve, ampak samo bežno. Potem pa dobro kot veleposlanika tako v Madridu, ko sem bil tam nekajkrat na obisku kot predsednik državnega zbora. Spoznal sem ga potem kot veleposlanika pri Evropski uniji, vedel, da uživa zelo velik ugled, je izredno talentiran, mlad človek, če smem tako reči. Dejstvo, da je bil pripravljen po več pogovorih z menoj čez poletje pristati, je bilo zame velika čast in vedno bi si želel, da bi dr. Štokl z mano ohranil tako imenitne stike, kot jih imava, tudi zdaj, ko se odloči tako, kot se je. Rad bi vam povedal, da razumem, da so to ljudje, ki ne živijo od politike, da si služijo kruh drugje, da so bili zelo prijazni, da so sprejeli moje povabilo v dobri veri, da pa seveda jaz, ne oni ne morejo storiti nič, kar bi ogrozilo njihovo službo, kajti jaz jim ne morem dati nobenih garancij, da jim jaz lahko zagotovim profesionalno promocijo. Tako da je bila to ena razumna odločitev in sem tudi za razumnost.